Današnje branje razsodbe je bilo sklepno dejanje Haaškega sodišča, ki je z obsodbo nekdanjega generala Ratka Mladića končalo svoj mandat. Panel 3 sodnikov, ki mu je predsedoval Alfons Orje, je Mladića obsodil 10 od 11 točk obtožnice. Za krivega ga je spoznalo zaradi genocida v Srebrenici ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med obleganjem Sarajeva, zajetja opazovalcev za talce ter drugih zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini. For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladić to life imprisonment. Sicer pa branje razsodbe ni potekalo povsem gladko. Ratko Mladić, ki naj bi bil zelo šibkega zdravja, se je med branjem razburil, kričal in sodišče obtožil laži. Sodnik je nekdanjega vojaškega generala odstranil iz dvorane. Odpeljali so ga v poseben prostor, kjer je v družbi zdravnika spremljal nadaljevanje branja. Mr. Mladić, sit. Mr. Mladić, sit. Mr. Mladić, if you continue like this, we adjourn. Mr. Mladić will be removed from the courtroom. Yes, Mr. Mladić we adjourn, curtains down, Mr. Mladić will be removed from the courtroom. Branje razsodbe so spremljale tudi matere in soproge žrtev iz Srebrenice. Te so z navdušenjem pozdravile odločitev sodišča, da bo Mladić preostanek svojega življenja preživel za zapahi. Pravici je bilo zadoščeno, je po sojenju povedal glavni tožilec Haaškega sodišča Serge Brammertz. There's nothing heroic about executing prisoners. There's nothing heroic about forcing thousands of people to flee from their homes. So individuals prosecuted and convicted by these tribunals are everything but heroes, because they have been prosecuted and convicted for not respecting the Geneva Conventions and not because they behaved as soldiers. Po več kot 2 desetletjih čakanja so matere žrtev danes dobile vsaj nekaj zadoščenja. Toda ko se bo vznemirjenje zaradi obsodbe poleglo, bo znova udarilo spoznanje, da njihovih sinov vseeno ne bo več domov.